Več kot €1 milijon skupne škode naj bi povzročil neznanec, ki je sabotiral zapornice na gorenjski progi. Zaradi tega je sinoči malo po 10. zvečer pri postaji Vintgar iztiril potniški vlak, k sreči skoraj prazen. Vandalizma je vse več, pravijo na železnicah, a to dejanje presega celo ekstremni vandalizem. Stvari so prerasle nekaj, kar se je dogajalo mogoče v preteklih letih. Zdaj gre dejansko za to, da se neke stvari dejansko namerno naredijo za to, da bi vlak iztiril. In to moramo mi kot vsi skupaj kot družba dejansko res ne samo obsoditi, ampak imeti ničelno toleranco oziroma tudi probati, da se take osebe čim prej najde in da jih se ustrezno sankcionira. Storilec je premaknil kretnice tako, da je vlak iztiril, kar namiguje na to, da železniško infrastrukturo pozna bolje kot večina ljudi, tako sumijo na železnicah. No, še bolj zaskrbljujoče pa je, da to ni bil edini tak primer na gorenjski progi. Kretnice je nekdo sabotiral že pred slabim mesecem na Bledu. Janez Usenik. Železniška postaja Vintgar med Jesenicami in Bledom danes sameva. Sinoči nekaj minut po 10. je tu iztiril potniški vlak. Na srečo brez poškodovanih. A zares so se zgrozili, ko so videli, zakaj je iztiril. Zapah je bil odrezan, prerezan in pa kretnica postavljena v lego, ki je dopuščala tako imenovano viličasto vožnjo, da je prišlo do iztirjenja. Tamle za mano ekipa delavcev hiti, da bi popravila progo, po kateri naj bi predvidoma promet spet stekel jutri okrog poldneva. Na železnicah pa zdaj preštevajo škodo, ki je nastala. Več 10 tisoč evrov škode je na samih tirnicah. Na vlaku, ki je iztiril, naj bi bilo škode okoli 300 tisoč evrov. Ko pa vračunajo še izpad dohodka in stroške z nadomestnimi prevozi, govorimo o več kot €1 milijon. A dokler preštevamo evre, je še sreča. Malo prej so vlaki bili relativno polni na tem odseku. In posledice v takih primerih, ko vlak iztiri, so lahko res zelo krute. Železniška postaja Bled jezero. 29. septembra je nekdo tu poškodoval žico, s katero premikajo kretnice. In samo v prisebnosti zaposlenih gre zahvala, da zaradi tega takrat nista trčila dva potniška vlaka. Na železnicah pravijo, da beležijo izjemen porast vandalizma. 54 primerov poškodovanja signalizacije ali nastavljanja predmetov na progo so zabeležili samo od januarja. Železniški promet načeloma velja za enega najbolj varnih, zato smo zgroženi glede tega, kar se dogaja. Umikamo klopi, namenjene za potnike, ki jih potrebujejo, zato da se ne znajdejo na železniških tirih. Tole je okoli 80 kilogramov težka skala, ki jo je nekdo nastavil na progo v Ljubljani. Bi vlak s potniki lahko šel tudi v Ljubljanico, manjkalo je par 10 metrov. A nekaj je nastavljena skala. Oba gorenjska primera se zdita še malo bolj grozljiva. Ali kaže, da je moral imeti storilec več znanja, kot ga ima nek povprečen državljan? Osebno mislim, da dejanja, ko gre za namerno poškodovanje SV naprav, absolutno rabiš nekaj več znanja. Ni malo držav, ki bi tak napad na javno infrastrukturo obravnavalo kot teroristično dejanje. Seveda mi v okviru naše kriminalistične preiskave preverjamo tudi te stvari. Zaenkrat po vseh podatkih, ki jih imamo, ni zadeva, bom rekel, nima mednarodnega obsega, niti nima terorističnih elementov. Tudi nobene grožnje ali izsiljevanja železnic najprej ne bi bilo.